Črni ogljik, BC, black carbon, to je tisti delec, katerega velikost merimo z 10⁻⁹ potenco. In to je tisti delec, ki bruseljske inženirje ves čas sili, da znova in znova zaostrujejo okoljske standarde. Poglejmo teorijo. Črni ogljik je produkt nepopolnega izgorevanja, to so res majhni delci, tam okoli 100 nanometrov, ki so na srečo zaradi naših meritev črne barve in zaradi tega jih lahko detektiramo optično. Zakaj ga merimo? Merimo ga zaradi dveh stvari. Prvo je, ker ima drugi najmočnejši vpliv na segrevanje ozračja, takoj za CO2. Zaradi svoje majhnosti pa zelo velike specifične površine, pa te delci imajo zelo velik vpliv na zdravje ljudi. Črni ogljik je iz leta in leta manj pomemben bil zaradi tega, ker imamo vedno nove te eurostandarde. V eurostandardu 4 so prišli na vrsto te DPF filtri, se pravi filter ogljičnih delcev pri dizel motorjih, ker so ta izpust tega dokaj znižali. Laično črni ogljik pogosto pometamo pod izraz NOx, a teorija je seveda bolj natančna. Poleg črnega ogljika pri prometu je seveda CO2, zelo pomemben, in pa tudi ogljikovi oksidi. Ogljikovi oksidi nastanejo enako pri izgorevanju v motorju, vendar sta to dva različna kemijska procesa. Črni ogljik bo nastajal pri izgorevanju fosilnih goriv in bo to pač ta nepopolni del tega izgorevanja. Medtem ko dušik, posebno pri dizel motorjih, ko govorimo o visokih temperaturah in visokih tlakih, pa ta dušik iz atmosfere N2 potem oksidira in spremeni v NO, v NO2 in v NOx. Te pa so nevarni iz dveh vidikov. Eno je, ker vplivajo na našo, recimo temu, pljučno funkcijo, se pravi dražijo naša pljuča, ali pa indirektno, ker kot taki plini lahko potem kasneje v ozračju so vzrok za nastanek novih drugih delcev, ki so potem na drug način nevarni nam. Ampak dajmo se tokrat osredotočiti na črni ogljik. Poglejmo, kako konkretno ga merimo in s kakšno napravo. Etalometer je filtrski fotometer. To pomeni, da zrak zajemamo skozi tako imenovan inlet. Ta vhod postavimo na mesto, kjer želimo zajemati zrak, torej kjer nas meritve zanimajo. Seveda ta tako imenovan inlet je namenjen temu, da izločimo delce, ki so preveliki in zajamemo samo delce, ki so manjši, torej v frakciji, v kateri se nahaja tudi črni ogljik. Zrak potem potuje v inštrumentu v notranji del skozi optično komoro. V komori imamo vir svetlobe v različnih valovnih dolžinah, v spodnjem delu pa detektiramo, koliko svetlobe pride skozi filter. No in ko se delci ujamejo na filter, postaja ta filtrski papir vedno manj prepusten za svetlobo. Temu pravimo, da se atenuacija povečuje. No in če merimo, kakšna je razlika v tej atenuaciji skozi čas, lahko ugotavljamo, kakšna je koncentracija teh delcev v zraku, ki povzročajo to atenuacijo. V bistvu ne gledamo, kakšna je absoluten signal skozi filter, ampak samo kako se spreminja ta signal svetlobe, torej kako hitro pojema signal skozi čas. V tem primeru vidimo časovni izsek iz meritev opravljenih tukaj na tem območju. Torej v tem prvem delu meritev vidimo, da so koncentracije zelo nizke, tik nad nič, torej je zrak zelo čist. To so meritve na ozadju, medtem ko te špice v koncentracijah, ki dosežejo par tisoč nanogramov na kubični meter, predstavljajo emisije iz vozil, torej emisije, ki so prišle do inštrumenta in smo jih uspeli izmeriti. Te koncentracije so seveda višje, če merimo tik ob cesti in lahko dosežejo tudi par 10 mikrogramov na kubični meter. Medtem ko se oddaljujemo od ceste, se te koncentracije zmanjšujejo, zaradi tega, ker se zrak že meša in se te koncentracije razredčijo v zrak. In te piki trajajo običajno 10 sekund, mogoče malo več, če merimo tik ob cesti. In torej, kar nas zanima, je, kako se poviša koncentracija črnega ogljika napram povišanju koncentracij CO2. Meritev, ki zmore tako dobro časovno izolirati emisije vozila, ki pelje mimo, seveda že kar naravno kliče po raznih kontrolnih meritvah. Ponavadi ob cestah stojijo neke drugačne naprave. Ponavadi imajo stativ, pa gor fotoaparat in pa radar. In tiste naprave merijo nepridiprave. Ampak tudi ta naprava danes, ki stoji tukaj v Topoljah pri Braslovčah, ravno tako meri nepridiprave. Malce drugačne nepridiprave.
DPF filter je drag. AdBlue tekočina in pumpe, ki nekako kontrolirajo ta sistem, je drago. Se pravi, ko damo avto na trg, ima take lastnosti, potem pa zelo odvisno, kako se ta avto servisira. V eni točki bo dizel filter oziroma ta cel sistem za dušikove okside nekaj 10% cene celega avta. Zdaj, ali se odloči ta voznik, da stvar samo izklopi, ker se da elektronsko, ali bo nekako zaradi moralnih razlogov to na novo naredil, ko se stvar pokvari, pa zdaj vprašanje zakonodaje in pa tudi takih meritev, ki jih mi izvajamo. Če to našo meritev črnega ogljika izklopimo z optičnim branjem tablice, lahko preko tablice izvemo, kakšen motor ima, se pravi, kateri evrostandard mora imeti ta motor in na podlagi tega, ker imamo podatke, vhodne podatke, kakšen bi ta avto moral imeti glede na izpuste delcev in pa NOx-ov, lahko vemo, ali je tak avto nepravilno servisiran oziroma superemitor, kakor mi. Se pravi, avte, ki bi morali izpustiti manj črnega ogljika ali manj NOx-ov, kot predvideno po njihovih specifikacijah. Če bi to ugradili v avtomobile inšpektorjev, bi te rezultate imeli tako, ja. Današnja lokacija je pravzaprav idealna. Kot vidite, je idilična, ampak kot slišite, je pa tudi zelo hrupna in zelo prometna. Ta lokacija je idealna za to vrstne meritve, zaradi tega, ker nimamo tako imenovanega ozadja mesta. Tukaj smo na deželi, hiš ni veliko, kurilne sezone ni, smo sredi polj, travnikov in tukaj je črni ogljik za cesto in nič druga. Naša hipoteza je bila, da črni ogljik relativno hitro pada z oddaljenostjo od ceste. To pa skušamo zdaj s temi meritvami pokazati. Potrditev te hipoteze bi lahko dala napotke načrtovalcem novih prostorskih planov. Recimo ugotavljamo, kje je smiselno postaviti kolesarske steze. Če je kolesarska steza tik ob zelo prometni cesti, je nekaj čist druga, kot če je kolesarska steza umaknjena 50 metrov pa 100 metrov stran. Seveda je problem rešljiv na več načinov, s pametno gradnjo, predvsem pa z drugačnimi vozili. Obe rešitvi zahtevata čas, ne sekunde, ne ure, ne dneve, ampak leta. Zagotovo pa bi se lahko ljudje kot celota reševanja tega zdravstvenega problema lotili z večjo vnemo, če bi lahko s prostimi očmi videli to, kar naši današnji sogovorniki vidijo, ko priključijo svoje etalometre. Zgovorno je že samo ime naprave. Sama beseda etalometer izhaja iz grške besede etalos, ki v angleščini pomeni to blacken with soot, počrniti se s sajami, kar izhaja iz grškega gledališča, kjer so se delili igralci na dobre in zlobneže in te zlobneži so imeli črn obraz, se pravi počrnjen z sajami.